Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Lepo zdrav v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Tokrat je z nami Grega Ivančič, ustanovitelj, direktor podjetja Glow7. Tega morda ne poznamo tako dobro, ampak poznamo pa zelo dobro blagovno znamko Glowen. Gre za izjemno priljubljene peči za pico. Kaj vse zmorejo in seveda kakšne probleme rešujejo, z njimi bo Grega povedal v pogovoru. Ljubitelji pic Grego zagotovo poznajo, ker že od leta 2018 v bistvu ponuja te peči za pice. Sicer je pa sveže okronani mladi podjetnik leta 2024, tudi o tem naslovu, o tem, kaj prinaša skozi ta današnji pogovor. Tako da, Grega, dobrodošel v Večerovem studiu. Zdravo. Jutro je, ko snemamo ta podcast. Pica za zajtrk? Da? Ne? Jo, zakaj bo ne? Pica je res, lahko ješ, ne? Kadarkoli, katerakoli ali kakšna posebna, lahka za zajtrk? Dobro, zdaj bi eno margarito prvo, ne? Eno margarito, a pa pač kakšen in čum bi gor pasal. Že razkrivamo skrivnosti, male skrivnosti, skrivnosti velikih mojstrov. Ne, to nič takšnega. Jaz tak pravim, pač imaš praktično nadeve, ki res grejo fajn gor, ne? Ampak predvsem pa tukaj, kaj imaš ti rad. Smo s čim preforsirali že pice? S kakimi nadevi, recimo? Smo šli kaj predaleč? Joj, to ne niti komentira, reči, kaj na pojenje, ampak vsak še ima tudi čisto svoje mnenje. Pač eni se ozirajo samo na AVPN, ne? Ja. Eni se ozirajo na to, kaj je mama nekdaj rekla, ne? Eni pa imajo pa čisto nekaj tretjega. Ne? In jaz mislim, da je to vse prav. Čisto vsak ima prav. Zdaj, ti se odločiš, kaj boš delal. Ne? Isto kot, zdaj, če bi samo rekli, kaj pohne šnicl, ne? Ja, ne, je tudi v omaki, v gobovi omaki, je steak, je marsikaj, ne? Isto je pica. Ne? Ampak kljub temu nekako dolga je tradicija pic pri nas, recimo, so pa v zadnjih letih neke bistvene spremembe vendarle doživele. Ne prihaja ta znamenita napolitanska pica, lažje testo, dalj časa vzhajno testo, tako da tu se je nekaj bistvenega spremenilo. Električne peči so se umaknile, krušne peči so jih nadomestile, zdaj neko novo revolucijo doživljamo na tem trgu. Predvsem so ljudje pogruntali, ker recimo obstaja še kaj drugega, to samo kaj smo tudi dejali, ampak jaz mislim, ker praktično bo napolitana začela počasi malo upadati, če že ne. Kaj, ko jaz forum pa to spremljam, tudi jaz sem se malo že na voljo, moram reči. Tako sam doma si jo ne delam več, tolikokrat. Zdaj sicer razvijam ene nove recepture, ker sem glih z mlina, Cinque Stagioni. Pač dva dni sem bil tam, pa me jih Nikola Demo praktično učijo, kak pa kaj. Kaj sploh je, v kateri moki, zakaj je tak, kaj še kvasa ponujajo, kateri kvas da uporabiti. In ja, kar en večji spekter manj zdaj, kak sem ga imel. Je pa res, kaj pač mislim, kaj bo kar šlo zdaj v dobro smer, to vse vkup. Smo zdaj vrnili dobre stare električne peči z debelim testom, ne vem, sprašujem. Vse električna peč, ne? Ja. Je ni nič narobe, če doseže 450 stopinj na kamne, pa 500 nad pico, ne? Ker predvsem je to, da peč doseže veliko temperaturo, ne? Ampak jaz še skozi pravim, ker pač v električni neš mogo nikoli takšne narediti, kak leko narediš na drvo. Tudi v plinski nikoli ne moreš narediti tak leko narediš na drvo. Ker zdaj, če si predstavljamo, ti ko kuriš peč, ne, imaš prvo tu žerjavico, te pa je tu na žerjavici gor drva, ki gori.
pa nareji rolling flame, no, če imate tako še dobro peč, ne. In tebi peče vse tiste infrasvetloba, ki seva od žerjavice in ogenj in vroča temperatura zraka, ki je v peči, ne. Pri električni tega ni, tudi pri plinskih bi mogli fejs nizko dati gorilnik, pa še to morate znati, ker recimo tu doli pri začetki plamena, ne, on najmanj vročo gori, on najbolj vročo gori gore nekaj na sredini peči, ne. In ne moreš. Spet ni isto. Les in vsi ti nivoji gorenja, temperature, cone, ki jih ustvarja, čeprav razumem v bistvu. Pa tudi bolj agresivna hica. Če delate recimo napolitano. Tudi pri drugih, mislim, zdaj, če bi mu rekli, ker mu deja neki Chicago style, ki je res tako debela, pa nuca ziher 8 minut, če me napitaš, ne, to je zdaj tako z glave, po občutki, ne dati na 450, ker notri ne nič. Ne bo nič se zgodilo, pač, ker je specifika, ker je kot torta. Praviš, nema takega pita, ne, ampak je zanimivo, no. Tako da različni trendi, skratka, tudi napolitana se razvija dalje. Zdaj, omenjala sva tale mlin, recimo, kako ključne so torej sestavine? Ne vem, zdaj kupim Gloven, pa bo pica super, ali nismo še tam? Ni tehnika in tehnologija nista dovolj? Zdaj, če te recimo, kupili Gloven, pa bo te, ne vem, da vkriv zmešali moko, vodo pa kvas, ne, pa počakali pol ure, ne, dobra pica, ne, pač ti tudi recimo, ne vem, v 4 urah namreč, mislim, lahko narediš testo, ne, smo ga že tudi naredili 2 ure na kakšnem festivale, pa je zdela isto, kak napolitana, samo okusa ne moreš ga razviti, ne. Ker pač kvasovka rabi svoj cajt, ker pač razviješ okus, torej fermentacija, ne. Tudi gluten pa vse nuca en cajt, ker se pravilno razporedi pa tak naprej, ne. Imaš sicer, one venke imajo, smo delali z enim brezglutenskim testom, ne. Tisto je praktično mislim, ker je rekel 15 minut, je pa red. Fora pa je v tem, ker ne vem na pamet, kaj je točno notri, ampak ena zadeva je notri naravno, ki reagira s kvasom in praktično zlepi tisto testo takoj v kup. Tudi recimo, če vničiš pico, ne, če vtrgaš, zdaj narediš kuglico, počakaš, mislim, kaj je rekel 30 sekund, lahko že navreje razteguješ. Ni več tega procesa not, oziroma toliko krajši. Pa full fancy, mislim, napihne, pač ima kar dobro strukturo pod testo. Meni je bilo tisto res tak magic, ne. Super. Tako da brezglutenske pice lahko še v krajšem času, recimo, kot pa klasična pica. Ker ne rabi pač tega, kaj rabi, ne. Spečemo pa na isti način na koncu. Malo na manjši temperaturi, malo na manjši. Odvisno tudi, kaj brade, ne. Ja, pa res, kaj pač zabrajam, kaj daš v peč, to vzameš ven, ne. Notri v peči ne, da je nobena klobasa boljša, če si da slabo klobasa, ne ona stala boljša. Če si slabo moko vzel, tudi ne mreš, ne vem kaj narediti. Torej, če prav razumem, nikoli ne šparamo pri sestavinah, recimo. Ja, lahko šparamo, samo te ne dobro, ne. Ampak pač boljše, pri nas je bolj problem dobiti kvaliteto. No, se to smo hotel vprašati, dobimo pri nas vse, kar bi potreba. Vrhunske, ne vem, inčune so omenjala, vrhunski sir, vrhunske olive. Jaz recimo ful delam z okusi Italije, pa tudi vem, kaj imajo legit stvari, ne. Prej sem tudi z enim drugim delom, ampak imajo tajansko dobavo, pa tisto moraš biti gostinec, kaj kupiš. Ampak kaj pogrešam, recimo je mozzarella sorrentina, to mi je najboljša mozzarella, kaj sem kdaj probal, ne. Mislim, kaj celo v Napoli delajo, pa se da dobiti. Naročiš jo prej, ampak to je 14 dni rok trajanja. Naročiš, kaj rabiš, dobiš, to vode notri plava. Prav, vrečke so notri vode plavajo, kdaj jo dobiš, ne. In res sveža. Mislim, jaz če si to gor dan na margarito, pa če je točno res fancy fermentirano testo, jaz ne nicam, nobenega mesa gor.
Super. Margarita več kot dovolj. Ja, res je dober okus, no, res. Pač. Ta kultura pice se mi zdi pri nas vse prisotna že, 30-40 let, verjetno, vsi jemo pico, ampak zdaj seveda smo se na neki točki prelevili samo iz jedcev tudi v pico peke, ne? Kako se ta kultura razvija? Je ustrezno, na ustreznem nivoju? Kaj jim manjka? Kaj nam še manjka Slovencem, recimo? Ja, mislim, predvsem pri nas je tak, ne, ker ful ljudi je zdaj na bigi pa na puliš, ne. To je sicer, vsi so večinoma videli Vitota, je Kopelja, tudi moj kolega, ampak ja, on je to pokazal zato, ker je pač to trend bil, ne, in vsaj že skozi je. Ampak ja, tudi direktne metode so za probati, ne, naj ljudje grejo pa probajo, vse to mu ne tudi pokazal. Ful bolj easy, pa ful bolj tradicionalna pica breven, ne. Ampak pač nekaj tega komplicirajo, ker moramo znati, ker puliš pa biga sta se v Italiji nekdo uporabljala za kruh. Ne. To je neki nastavek, ki se predtem naredi, predtem sfermentira, ampak ja, ne rečem, ker je to slabo. Ne. Sploh za kako pizzerije, recimo mi, ki smo imeli food truck, ne prije to poštev, kaj je preč pod skarije. Ampak ja, je pa lahko odbiš čist drugi mislim, stil, čist drugo pico, kot recimo pri direktni metodi, ne. Ampak pač največja imena še skozi uporabljajo direktno metodo, ne. Je pa tak, no, glede pač tradicije pice v Sloveniji, ne. Zdaj, če gledam naše babice, so praktično tudi delale pice, samo jim ne rečejo pica, ampak rečejo postržača, ne. Je bila pečena v krušni peči, ne, potem, ko so spekle kruh. Praktično ime je dobila potem, ko so ta škaf leseni, v katerem so testo gnetle, vse je gor prijelo, vse, ker to so ne bili ispolirane, neki škafe. In so to testo dojpo postrugale, zato je postržača, oblikovale v krog, dale gor zabel, luk pa ocvirke, pa to spekle, ne. In če me nabite, to je naša slovenska tradicionalna pica, ne. To je res, ja. To je res, ki se bi rekel, na podeželju še vedno čisto normalno peče, ne. Je pica ni izpodrinila, v bistvu. Ne. Jaz vem, če grem večinoma, pač mislim, ker tu v Mariboru je kar pozno, ne. Ampak vem, kaj pač, tudi Ljubljana je pozna, ne. Samo tam ful reš jejo. Je nekaj posebnega. Ja, ker kdaj in tam cvirka pokaže, se mi zdi, ker so celi Ja. Tako da. In tu niti trend zdravega načina življenja in prehranjevanja tega ne izpodrina, ne. Cvirki imajo poseben status, se mi zdi. Ja, dobro, zdaj, če gremo v to, te imam jaz ogromno mnenj, samo ne vem, če bi zdaj se spravilo na... Se mogoče večina ne bi strinjala, mogoče bo čez nekaj let spet drugače. Ja, vsak pravi, ne. Pač, zakaj bi mislim, kak telo ve, ker zdaj si ti pojo masten del, ne, mesa, ne, ker tu zdaj mora dati on v pač v maščobo, ne. Ja. Keko, meni znano tudi iz maščobe lahko mišica zrase, če jo telo rabi, ne. In tudi iz šnicla, ki nema nič maščobe, lahko ti maščobo narediš, če imam prav, ne. No, evo, to so poživljenjske resnice, tako da. Grega, mladi podjetnik, to smo omenila, svež naslov, ampak zdaj verjetno si predstavljam v poslu, koliko so vredni naslovi, nagrade. Pač jaz ne vem, kaj je to, komu drugemu pomeni, ali pa ne vem, če da me kdo drugače jemo, ampak meni to pomeni ful. Pač to praktično, če mene vprašate, je to za mene osebno eno potrdilo, ker to tako delam, kaj delam, ne, moram samo še bolj tako delati, pa bo šlo to pravo smer. Mislim, kaj smo na pravi poti, no. Potrditev v bistvu, da delate v redu, absolutno. Kak je zdaj ta čas leta za posel? Recimo, malo širši kontekst postavim, zelo dobro delate, izjemno rastete iz leta 2022 na 2023, početverili prihodke, prvič ste lani prebili 1 milijon.
evrov prihodkov, kaj bo letos, kaj sledi leta 2025, v bistvu, kje, kam gre posel, kaj bodo neki novi mejniki v poslovanju podjetja? Praktično, tako že tisti, ki me spremljate, spremljajo, vsi vejo, ker se trudimo priti na ameriški trg, ne? Ker je tudi najbolj odziven pa največji, ne? In pač, če si tam, te si na svete, ne? Ampak je tam najtežje, verjetno. Ne? Praktično ne, je ista konkurenca, kot je tu je tam, ne? Težje je tu, ker je vsaka država ima svoj jezik, vsaka država ima svojo kulturo. Aha. In vsaki trg je ena Amerika, ki moraš usvojiti, ne? To je res. Zato je tu težje začeti pa prodajati, ne? In jaz mislim, da je to ful dobro vaja. Mislim, zdaj ziher 5 pametnjakovičev reklo, ker nemam prav, ampak bodo Ne, se videli, pravijo, ne. da če ti uspe, ne, vsaj za startupe velja, če ti uspe na slovenskem trgu, pol ti v bistvu lahko uspe marsikaj, ne, ker je zahteven trg za Kar. začeti posel. Kar si mislijo, da smo vsi kolegi. Pa dobro, vse smo po eni strani, ne? Jaz pač probam vsašem pomagati, ki raje pomoč, tudi če je Avstrijec, Hrvat, Mađar, kjerkoli. Pač jaz pravim, ker sem sveta, če me kjer pita, skod sem, ne? Pač planet Zemlja, ne? Tako me ne zanima, kdo si pa kaj si, ne? Ampak pač... Je zato Ormož zdaj že na nekem širšem zemljevidu, recimo po zaslugi Glovna, po zaslugi tebe... Ne vem. V podjetniškem svetu verjetno že, ne? Se kdo vpraša, ne vem, kje nastaja Glovn, recimo, pečica, ki jo dobi kupec. To mislim, ker več rečujem, z Ormoža so, ne, pač. Drugače pa ne vem, zdaj, če je, ne vem, kaj več turistov pred nas zaradi tega. Upam, kaj da bo, no. Počasi, zagotovo bo, ne. Tudi podjetniško se Ormož kar razvija, v bistvu s podporo podjetniškemu okolju, podjetništvu, ne. Po zaslugi, tako bom rekel, po zaslugi našega župana, Daniela, je to, kaj on zdaj naredil v prvem mandatu, pa kaj zadela, je svakomu čast. Pač, mi v Ormožu smo ne imeli več, mislim, to je samo propadalo eno za drugim, ne, in pač je možnost, ker si ti lahko samo postaviš neki prostor, v katerem boš lahko brez problema ustvaril nekaj, ne, je ogromno, pač to je 2 cone, kaj imamo zdaj, mislim za novo, kaj delajo, pa tudi Palfinger prijeta, pa praktično Magnusu, kako se spomnim, kaj je že, Kartago so naredili, ne? So priselili, Pač vsakem čas, mislim. Pritegne, okolje zna pritegniti v bistvu tuje investicije, ne? Ja, pa tudi res, ker pri nas so kar vred proizvodni delavci, no, pač tu nemam kaj reči, ne? In morate tudi zato pritegne teko drugih investitorov v naš kraj, ne. No, ker se vrnemo k temu, čemu smo sploh bila. Letos praktično mislim, da bo nekaj 1.300.000. Nisem niti htel posiliti prodaje pa vsega vkup, ker mi praktično vse delamo sami. In mi moramo mi smo do zdaj vsaki cent, ki smo ga imeli, vložili nazaj v proizvodnjo, v razvoj, v marketing in tako dalje. In praktično takšen skok rasti, ne, v nekem fizičnem produktu, ne, je ful težko potlej pokrivati vse račune, pa biti likviden, pa tako dalje, ne. Da treba zdaj razmišljati za naprej, da boste lahko pač to ohranjali. Ne, praktično sem štel 1 leto, ker naskočimo previsoko, ne, ker praktično kupimo še stroje, kaj smo mogli, ker si naredimo vse malo zaloge, ne, in ker lahko te začnemo spet naprej rasti, pa spet vlagati v zalogo. Predvsem je tu problem zaloga, ker
ti moraš za par stujerjev vkup te robe, ki jo potli v zadosti hitrem času narediš, ki je lahko do strank pošlješ, pa daš na trg. Ne? Ampak ni tu malo načrtnega, recimo seveda ustvarjanja čakalne dobe, ne, da vendarle kupci morajo malo počakati, seveda, da ne morejo tega dobiti takoj. Koliko je tu nekaj strateških odločitev, koliko pa je pač to res po naravni poti, da dejansko morate zalogo imeti. Prej sva se pogovarjala, ne vem, da ste za letos vse že odposlali, kar ste imeli, tudi zato ste na dopustu, v bistvu zadnja 2 tedna v leto, ker ste pokupili tudi vso pločevino. Ali? Ja, imamo eno pač posebno pločevino, poseben rozfraj, ker z 304 rozfraj ne moramo delati, ker je preveč se odziva na temperaturo in bi to se zvijalo in tako dalje. Imamo 430, pač to, kjer se razume. In ja, smo pokupili vso pločevino, ki je bila v Sloveniji na zaloge. Tako, zdaj smo sicer dobili že novo, ampak zdaj tako ne moramo proizvesti. Ni pa pač, jaz vem, skozi vse na zaloge, samo na folgamo. Recimo, letos smo prvič Black Friday dali ven vso robo, pravi cajt. Predtem smo 2 leti zamujali, tako se obestiš enega cajta že. Pač ne smo mogli narediti, pa da ne smo mogli narediti. Pa vam je uspelo in vse ste pravi čas do... Oktobri v našem posle je katastrofa. Najbolj bremenjeno. Ja, ne, ni še nič ne kupi skoro. Ker vsi čaka Black Friday. Okay. To se umiri. Pa tudi, če daš večje opuste, vse smo probali. Ne kupijo, čakajo Black Friday. Čakajo do Black Friday. No, in se nego nič. Te pa pač kupimo en kup materijala, pa začnemo delati. In smo se kar dobro pripravili. Smo imeli kar hitro naredu. Ekipa je tudi vkup stopla, je gratala eno. Kar je pomembno, najbolj pomembno v bistvu, ko govorimo o ekipi. Zdaj moram reči, da imamo proizvodni, imamo res dobro ekipo. Ostalo pa moram še malo poštimati, pa vkup se staviti, to je tako stah. To je vedno neko šraufanje pač v start-upu, malo je treba pa kar pa to, pa malo ono. Če bi, mislim, ki 1-2 meseca letos, ki je tako pač, je laufalo vse, nič se ne treba. Samo na baterije začneš delati, pa nekaj delati poleg, pa nekaj. To je dobro, treba skozi gasiti nekaj požare, tako pravijo. Ful dobro poznate svoje kupce, analitika, marketing je tudi neki izzivi so ne vem, če boš pripravljen pač kaj povedati o marketingu, ampak bolj z vidika te poznavanja kupca, to se mi zdi, da zna biti za poslušalce, gledalce zanimivo. Recimo, oktober sva omenila, ko je mrtev, pol november, december sta verjetno imata poseben status, kaj sledi januarja, recimo, kaj sledi februarja, kako do kupcev v teh mesecih? Ja, to zdaj ne znajo, kako januarja bomo februar delali. Skratka, maste prijeme. Ja, praktično ne vidi se mi sicer, ker bi bil jaz kakikoli močen prodajalec na splete, ampak vse veš, tiha voda. Ja. No in ja, pač vem od tega, kak piksli delajo, od tega, kaj moraš narediti, od tega, kak piksli ne delajo, od tega, kak remarketing ne delajo, od tega, kak to vse narediti, pa kak to vse mora izgledati, pa ja, itak, mislim, zdaj, če da še nekaj čekirati, imam en kup napak, ampak praktično sem trenutno sam za to, spet spravljam ekipo skup, ker sem imel ene tujce zaposlene, ne sem imel zaposlene, najete, ki so mi to dejali, pa prvi 2 meseca, tako je praktično mene v ten moj mentor, Rock Streeter, svarijo. Ja, agencija tako ne je nič naredila, en kup narod pobrali. Na začetki so, poli pa so samo en kup narod pobrali. Tako je dobro, ker sem pravi cajt videl, pa smo do te Black Friday resen kvalitetno speljali. Pa ne je to, če še nima egzaktnega marketinga. Če imaš ti napisano na spletni strani, ker 500 stopinj dosežeš 15 minutah, te moraš imeti posod tako napisano. Nekaj imaš nekaj 10 minut, ali pa nekaj 20, Ta doslednost. Ja. Predvsem to je,
kar pomembno, no, že v začetku, če se začnemo o tem pogovarjati. Ne. Potem pa se optimizacija glasov, testirajo nove stvari. Recimo, imeli smo za Black Friday en video, na moj avto gor zakapčali štrik, ne. Ja. Te pa smo prvo snemali video, pa smo štrik ne zvezali, ne, na peč, pa na mene je bil štrik, ne. Te pa se avto odpeljal, samo cukne štrik, na mene ostane štrik, pa na peči ostane štrik, ne. No, te pa smo malo mu raskirali, ne, pa bomo videli, kjer boljše dela, ne. In smo navezali na mizo gor štrik, na mene ne. No, pa pun gas, pa pač potegnil tisto peč, pa mizo pa vse za sobom, ne. In zanimivo, dali smo potli na Instagram, oba videa naenkrat, pa na TikTok oba videa naenkrat, ne. Ja. Predvidljivo, ne, na TikToku je delo tisti, ki smo razkantali peč do konca, ne. Na Instagramu pa tisti, ki je bil kao fake štrik, ne. Pač na TikToku so ljudje, ki je ful, druga publika, no. Ja. In s tem praktično vidiš, kaj je res, ne. Ta neka ideja, ne, naredim dober produkt, vsi ga želijo, to je verjetno iluzija, ne. Brez tega, da vložiš v vsakega kupca, brez tega ni posla, po mojem, ni prodaje, ne. Mislim, zdaj, če bi mi hteli, če narediš tak dober produkt, ne, Ja. ki praktično se sam prodaja, ne, to je malo tudi tako za ušesa privlečeno, ne. Ti narediš tak dober produkt, ki te mediji oglašujejo, ne, praktično. To se pa da, ne. Ne, ja, Ja. to pa gre, ne. Zgodbo, narediš zgodbo, recimo, ki Ja, je pa- zanimiva za medije. Ja, pa absolutno, tudi ne. skočiš, recimo, 2 leti pred konkurenco, ne. Mi na tem sicer zdaj delamo, bom povedal, zdaj to prvič, ker sem povedal. Jaz mislim, ker bomo drugo leto kar skočili naprej z eno tehnologijo, ki jo razvijamo. Tako bomo videli, no. To bo neka revolucija, zdaj govorimo. Ja, bo, ja, ne samo bo. nov produkt, torej Ne. neka sprememba, ko govorimo Ja, o načinu, tehnologiji. Bo Ok. pa to možno uporabiti v vseh naših pečeh, ne. Super. Pač mi skozi tak naredimo, če nekaj upgrade, je lahko tudi ga kupi tisti, ki že ima neko postoječo peč. To je dragoceno za stranke obstoječe, po moje, da jih Ja. ne pozabiš, ne? Pa da ne rečeš, da tvoj produkt več ni, kaj veš, kaj če hočeš, moraš kupiti nove. To so praktično naši najboljši prodalci, jaz pravim, take. Obstoječe stranke. Ja. Tega, mislim, da smo enkrat delali anketo, nekaj 30% prodaja gre direkt naprej. Ja, In to ful hitro vidiš, če kaj zafrkneš. Ne. Koliko prisluhnete tak trgu, recimo, pa pol spremenite, kaj popravite? To je praktično ključni, kako bi rekel, faktor razvoja potem za naprej. Tudi recimo ti, ko neki novi produkt delaš na trg, ne, Ja. misliš, kaj ne vem, mislim, tebe nekaj čisto drugega moti, kaj moti potle je stranko, ne, in stranka tisto, kaj tebe moti, sploh ne vidi, ne. To se samo ti obremenjuješ Ja. s tem. Ja. Moti pa nekšna druga brezvezna stvar, ne. In tisto moraš porihtati načeloma, da so potem stranke Ti se zadovoljne. recimo bolj porihtaš, pa imaš 50% prodaja več, ne, ali pa še več, ne. Okay. Zato ga pač tisto moti, ne. Ja. Lahko bi, ne vem, tudi, mislim, ena firma vejo research take narediti naprej že, kaj vejo, zakaj se gre, ne. Mislim, kaj že vejo, ne. Samo mi še toga ne smo sposobni. Moraš pač trgu prisluhniti, pa videti, kaj je, pa kaj. Ja, kaj je, probaš, pa potem, ne. so potem te iteracije lahko potem vi nenehno pač vpeljujete, v bistvu, ali čakate, pa rečete enkrat na leto nek update, ne vem, kako to poteka. Ne, mi takoj, kako vidimo, kaj je nekaj, takoj v seriji notri že popravimo. To je nek kontinuiran proces, v bistvu, ko se lahko skozi spreminja. Nekaj so pa verjetno neke omejitve, ne, ki zahtevajo prilagoditev dizajna, prilagoditev, ne vem. Dizajn, predvsem dizajn se pusti, pa mislim, skozi je neka pač neka inženirska, kako bi rekel, nek inženirski problem, ki ga treba pač premagati, pa najde. Omejitve so, mislim, ampak ti zdaj recimo, ne vem,
čviš, kaj te nekaj zvija, recimo pri neki odprtini za gorilnik, recimo, ne. Te moraš to tako popraviti, ker bodo gorilniki vsi, ki pač jih delaš, ne, pasali potem tudi v to, kaj boš popravil, ne. Te praviš, ti moraš tako popraviti, ker ni še ne vidi, kaj se popravil, ne. Okay. Kaj je najšibkejši člen gorilnik, oziroma najbolj kompleksen člen, recimo, ko govorijo o glovnu, in kje so največji izzivi tudi pač pri strankah? Ja, najbolj kompleksen je, tako si skoraj povedal, gorilnik, ne, zato, ker pač peč samo po sebi je tak, mislim, je kompleksna za razviti, ker enostavno moraš jo razvijati tako, ker bomo mi tudi hitro lahko naredili, pa ker da praktično se splačalo kupci jo kupite, ne. Dočim, mislim, ja pa na konci je tako robustna, ker lahko vodo vržeš, notri pa vzameš vim, pa le pečeš, ne. Brez problema, ne. Ampak tudi gorilnik smo že probali, tako. Pa gre, ne. Ampak zdaj, če bi ga malo duže pustil, bi že bil problem. Ja, en kup delov je, predvsem recimo Raptor 2, ima zdaj kar napredne ventile notri, in ja, se lahko kaj rukne, ne, pa je dobro predvsem nas kontaktirati, če kaj nadela, ker povemo, kaj ne naredijo. Večinoma krat si lahko sam popraviš, če ne pa pač zamenjamo, ne. Ampak vse to ima isti en probleme, ne, ker praviš, ima iste ventile, kot drugi notri. Ampak ja, potlej je tu, kako ti gorilnik narediš, kaj, ko ga, kako bi jaz rekel, navereš, ne. Da ga do meje nekako pritisneš v bistvu. Praktično naši so najmočnejši v range, ki so najmočnejši od vseh. Jaz skozi gledam, ker imaš ti še malo več, ne, še močnejšo, kak jo rabiš, ker tek da rabiš ti v kratkem času zagreti nekaj med picami, torej recovery time, jaz sem pravim, ti rabiš šus, ne. Naši veči nikoli ne treba biti na puno, ne. Jaz imam tudi rad stroj, ki ga ne ženem, take po blokadi tuče, ne, ampak ker še imam malo gasa, če moram dati, ne. Če bi bila sila nekaj. Dobro. Nekaj modelov smo zdaj že omenjala skozi pogovor. To je zdaj že kar širok nabor modelov, pa me zanima, ti so nastali predvsem zaradi nekih signalov z trga, ali ste jih razvili, ker ste vi bili prepričani, da pa to ljudje potrebujejo in jih potem nekako pripeljete do tega, da dejansko to potrebujejo? Zdaj ta Raptor 1 je bil prvi model, ki je bil dan na trg. Modelov smo mi predtem naredili, ne vem, mislim, 5-6. Ki nikoli niso bili na prodaj, ne? To so bili? So bili na prodaj, samo jih ni še ne kupil. Okay, no, mislim, so jih tele, ampak cela lekcija, skratka. Praktično ne smo jih niti prodali, nismo niti začeli proizvati, pa dobro, ker jih ne smo, ker bi puško tako naredili, kaj joj, ne. Ja, bil je Raptor 1 prvi. Te pa praktično je bilo, te pa smo gledali, kaj nam manjka, ne. Vi morate znati, ker recimo pod kupca se začne že pri izbori peči. Ne. Jaz sicer vidim, ker imamo Raptor sicer dokaj dobro cenovno pozicionirane, Keko je tudi kvaliteten, pa močen, ker ga praktično že na začetku stranka kupi, pa ga lahko uporablja skoraj do še catering, lahko začne z njim delati. Da mora 300 pic speči, te mora kupiti te dvojkico. Okay. Doseže nek limit. Dočim smo ponudili, zatem takoj smo ponudili Diablo, ki je full veki, ne. Še zdaj moramo, pač gorilnike že razviti, pa še sem ga zdaj ne dal na trg. Tole upam, ker v januarju dan to, ne. Že stranke so tako nastrpne, ker ljudje so kupili peč, ne, ki ima odprtino puščeno za gorilnik, ne. Ampak nikdar ne je bilo cajta, ker bi ga do konca pač razvili, ker je res veki, pa močen gorilnik mora biti, ne. Ker smo ne predvidevali, ker da. Tega povpraševanja za naplin.
za tako veliko peč. Da ste na drva računali, to je ok. Ja, ker res imaš, placa imaš notri, tako križni peči skoraj. No, te pa smo, zatem pa smo ponudili trgi te Dragona, ki praktično parira vsem totim manjšim prvim nakupom, torej tam okoli 350-400 evrov, ko daj za peč, ne. Pa upravlja samo za plin, pa predvsem samo za pice. Ko se iščeš, če boš ali neš, ne. Ponovadi to kupijo, te pa ne prodajo, pa kupijo ali dvojkico ali enkico, odvisno, kaj mislijo, kaj je bolj za njih, ne. Zdaj recimo Raptor 2 pa smo rekli, pač predvsem probamo biti konkurenčni z modeli, ne. Potem praktično jaz ne delam nekega researcha, kaj bi pa rade, ker včasih ljudje ne ve, kaj bi rade, dokaj če ne pokažeš, kaj lahko narediš, pa kaj lahko obstaja, ne. No, smo videli, kaj konkurenca pripravlja, ne. No, pa tam smo kar, da To je bilo smiselno, ja, to ste zaznali. Ful hitro smo ga lahko razvili, ker je že bil na pol nared, mislim, smo že se pripravljali, ker bi nekaj takega dali ven. Ampak predvsem smo šteli Raptor enkico upgradeati, pa narediti še boljšo, ne. Praktično jaz tako gledim, no, tako vam zavedam. Jaz sem full fan SpaceX-a, ne. Vete, kaj je SpaceX? Ja, maska so. Ja, in oni, če gledimo Raptor, Raptor je tam dobi tudi ime, ne. Ja. Če gledimo Raptor 1, 2, 3, ne. Njihov prvi motor je kup enih kablov, pa je najmočnejši na svete, ne. Ampak vejo, kaj šlak močnejšega naredijo, ne. No, Raptor 2 je že kup manj stvari, ne. Pa enkrat močnejši, pa enkrat cenejši, ne. Raptor 3, zdaj, kaj je prišel ven, ne, pa skoraj več nič nema, samo eno turbino ima gor, pa 2 senzora, ne, pa že vse špila, pa je še močnejše, ne, pa še cenejše, ne. No, mi smo na Raptor 2 zdaj. Kar pomeni nekaj je pač, če mi gledimo peč, je 2,5-krat večja površina peke, ne. S tem, ker je 3-krat bolj izolirane, ne, torej, če bi 3-krat večjo peč hteli imeti, mislim 2,5-krat, ne, bi potrošili 2,5-krat plina tudi za to komoro, ne, ampak tu je ga ne, ne. Pravično ga potrošimo, mislim, ker je samo 20% več nekaj takega, ali 30, ja, nekaj takega, zaradi take izolacije, no, kaj pa še tu pa je težje, ne. Pravično 31 kil ima, ko spakiramo vse v škatlo. Pa lahko ga pošljamo kam čemu, ne, torej shipping poceni, s tem ne trebamo cene dvigovati, ker bi imeli free shipping, ne. Te manj materiala gre, ne. Vse naneseno to, ker je pač največja, najmočnejša, najcenejša peč na trgi. Ne. Ampak od tu bo šlo še nekam dalje. Ja, kasneje. Čekaj, zdaj, ko sva Ilona Muska omenila, kaj je recimo, kakšna inspiracija je lahko on za enega takega podjetnika, kot si ti? Kaj je tisto, kar, ne vem, sinonim za brezmejnost, za vizionarstvo, ne vem, študiram, pač, ker očitno ga spremljaš, pa ne. Kaj se lahko tudi tak naučiš, recimo od njegovih odločitev, poslovnih rešitev? Predvsem meni se skozi pravili, ker to je prva taka stvar, ki zdaj mi takoj prije, ker pač moraš vse outsourcati, nič ne smeš sam delati, ne. On nič ne outsourca, oni delajo vse, povsod vse same, ne. In zdaj, ko delamo vse sami, ne, zdaj imamo nadzor na tem, kako hitro lahko rastemo, mislim, kako čemu raste, kdaj bude to naredo, ne, pač dan ima 24 ur, ne, naši dobavitelji so delali vse, mislim, 8 ur, ne, mi če čemu lahko delamo 24 ur, mašina lahko leti, ne, če se kaj pokvarijo, sami popravimo, ne trebamo čakati, če da ove kaj naredi ali nada, ne, ceno lahko damo boljšo, vse, tudi razvoj je potle ful hitrejši, ful boljši, ful več lahko pravimo, kak, ne vem, nešče, ki čaka na en del pol leta, ne. Že samo to. Predvsem to, ker nikoli ne odnehaš, tak je on, ne.
Ja, čeprav se zdi, ko mi to z distance seveda spremljamo, pa vse je kup nekih izzivov, pa težav, pa ne znamo se sploh predstavljati, kak delovni dan, pa dan takega človeka zgleda, recimo, ne vem, mogoče si ti malo bolj znaš predstavljati, ker tudi nenehno inoviraš, študiraš, nikoli ne spite, ne, bili so tudi neprespani, vikendi, neprespani, seveda, vse to znaš noči, verjetno neštete, ne. Ja, se kdaj pač treba nekaj te jaz ne razumem človeka, ki bi rad, ma ne, to niti razumem, jaz, kdaj nekaj treba narediti, ne, pa kaj vem, pa sploh, če je problem, ne, spim samo tega, ki rabim, 4-5 ur, ne, sem tudi že meje, pa sem skoro šel v bolnico, in ja, pač vsaj 5 ur treba, ker se te prespim, ampak te delam v eno, pač to treba rešiti, ne, in dokaj je to ne rešeno, tako dolgo jaz ne rečem, mislim, se ne oddahnem, ne. Ja, pa to res, jaz moram reči, se zredil 40 kil, odkaj to delam, ne zato, ker tak picem, ampak zato, ker tak nezdravo živim in trenutno zbiram, kaj bom delal, kaj začnem nazaj biti športnik, pa nekdaj sem bil kar, mislim, ne vem, vekam, freestyle smučam, potapljam, vsega boga, vlanem, ne. Vse to, ja, to mora biti del, kljub temu, da je zdaj pač posel verjetno na prvem mestu, ampak to se mora biti po moje del življenja, ne? Ja, praktično, tako je, no, da začneš neko firmo, pa bi rad res nekaj naredil, te 2-3 leta, pusti vse, ki pa samo firmo delam, ne? Ker priješ do tako, ker boš lahko imel ljudi, ki do vse to te male zadeve, ki si ti prej mogel podelati, ker si ne imel denarja, ki bi plačal, ne? Lahko to bo delali, ne. In te pa ti moraš malo cajta. Mene tudi moj mentor skozi vičik, pač ne smem to delati, kaj delam, ne, ker pač moram si cajt vzeti za sebe, ne. Saj mi tudi večkrat kako zgodbo pove, kaj vse doleti to taki ne, ampak nič dobrega, ne. Ja, predvsem moraš se znati sprostiti, ne. Pa kdaj spustiti, pa pač, ne. Malo, vse za nekaj časa verjetno stvari spustiti. Jaz recimo, ne vem, če je slabo vreme, pa če, ne vem, s kolegi iti na pijačo, ne, tudi rad kaj spijem, te pač kakšne igrice špilam, ne. Pa dobro, vse to pa je nekaj pil, recimo. Ja, ful veki, predvsem, sicer na konci grem špilat strategijo, ne. To so neke sporednice s poslom. Ampak ja, pač malo treniram, če ne drugo, ne. Tako, ja. Mentorja so zdaj že večkrat omenila, ne vem, ali vedno isti mentor, Rockstreeter, vedno? Ja, od začetka že on. Zdaj sicer se ful malo čujemo, ker ne vem, ali ga ne nucam, ali pa zdaj sem morati kaj čula opet. Se on je zelo cenjen mentor, ne, predvidevam, da je iz sheme mentorstva Slovenskega podjetniškega sklada, ne, v bistvu. To je spet dva razpisa. Ja. Tako da bi vprašal, kako dragoceno je mentorstvo sicer za podjetnika, za posel, za življenje? Predvsem en kup denarja pa cajta ti prišpara, ne. Predvsem je to, ker da zabiješ se ven zid, pač jaz pravim tako, skozi moraš sam probati malo, pa kaj zajebati, pa se kaj naučiti, ampak ko pač vidiš, ker ti je več nejasno, ne, te je dobro, ker imaš koga, ki bi ga vprašal, in ja, te pa praktično greš gledati, to, ja, okej, tuš je ogromno optimizacije možne, pa tam, te pa na konci vidiš, kaj je to, ne, se mi tudi ne bi skočili, če ne bi ga imeli, pač kup enih ključnih, praktično razmišljanje mi je spremenil v enih ključnih zadevah, ki smo jih začeli drugače delati, in to, ne. Ampak že sam moraš biti pripravljen na to, nekaj pač. Predvsem predvsem, kaj je, če mene pitaš, predvsem v nekih startupih, pa v nekih takih začetnih zadevah, ti ne sme biti škoda denarja, ki ga mečeš v kraj, zato ker se nekaj naučiš.
Ker se vedno je neka lekcija, ja. karkoli daš. Kaj boš ga že čas ali pa denar. podleviš, ga vse nazaj zaslužil. Če uspe, seveda. Ne? Vi ste zdaj že na točki, ko recimo ste sigurni, ali se lahko še kaj zgodi, ko v bistvu temelji. Zgodi se lahko vsak širen, pa tudi vse. No, se vsak leto, mislim, kak je mesec, ki se nič ne zgodi. Ne? Ampak drugače pa to je. Vedno so pretresi. Ja. Ampak mislim, dobiš debel kožo. Ne? Ja, zdaj, kakoli je, pač ne reagiram več, tako sem pred. Ampak rešimo. Rešimo. Zdaj ste po moje ste vsako izkušnjo več, pač bolj pomirjeni, da bo se nekaj šlo, verjetno, ne? Sej to je ta umetnost, tako da. Kako je poslovno okolje v Sloveniji, a pa tudi širše, vi ste zdaj prisotni v bistvu na vseh terih, je to poslovno okolje ključno za vas? Kaj vpliva, ne vem, na vašo prodajo? Je ključno to, da ljudem gre dobro, da lahko seveda si privoščijo ta nadstandard, če temu tako rečemo, ne vem, lastno pec za pico, ali na kaj vse vpliva? Trenutna neka situacija, neka negotovost v Nemčiji, ne vem, čutite to, ali ni? Mislim, po zadnjem mesece, če jaz prst pogledam, se z Nemčijo nič ne zgodilo. Je se postavila skozi neka panika. Tako bom rekel. Panika je bolj na bankah, če me napitate. Paniko delajo vsi, samo ljudje ne. Jaz sem delal nekdo tudi v avtoindustriji, sem postavljal tudi, recimo v Dingolfingi sem postavljal, mislim, da jaz sem eden izmed monterov, njihov bumper line, cele nove, celo halo kukenih robotov, na BMW je to bilo. Pač malo so zaostali, če me napitate, in vem, kaj slovenskih podjetnikov je ogromno odvisnih od tote industrije, in vem, kaj kaplja posel, samo pač je še ogromno drugih industrij, ki lahko, mislim, jih poiščejo, pa so boljši, pač kipce treba nova najti. In jaz mislim, ker ne more zato strti celega finančnega sistema, ne sem tudi v tem specialist, seveda, ampak ne vem, meni se zdi, ker je nič ne manjši, mislim, ker bi trg kakoli Sploh pa, mislim, ker je ne to tak luksuzni izdelek, ker naj bi se ga mogel privoščiti skoraj vsakši, ki ima malo boljši žar, kak zdaj, če si tistega kupi, ki mu v ena leti tako zarjavi, samo nogice bek padnejo drugo leto, ki bar malo da nekaj na kvaliteto, pa ki mu nekaj pomeni, to, ker vini nekaj dobrega skuj. Zdaj, ko govoriva o mednarodnem poslovanju, čezmejnih pospeševalnih moramo omeniti v oktobru, ste bili ekipa slovenskih podjetnikov, podpori Slovenskega podjetniškega sklada in MČM-a v Združenih državah, čezmejni pospeševalnik. Austin, Texas. Kakva je bila to izkušnja, kaj si ti osebno od tam odnesel, ne vem, kaj si spoznal, recimo prej si omenjal ameriški trg, spogledujete se z ameriškim trgom, kaj to bo to samo prodaja, bo to podjetje tam, bo to... Predvsem sem dobil, mislim, jaz sem mislil, ker je šel ta, bom tam dobil vse odgovore, ki jih rabim na moje vprašanje, ampak sem prišel nazaj s ful več vprašanj, mislim, odgovore sem vse dobil, samo še kup vprašanj zraven. Ja, mislim, ogromno možnosti je, kak stopiti na tisti trg, nam izdajo tega javno, ampak čakam tudi malo politiko, kaj da naredili. Mislim, čakam. Jaz bom v januarju začel dokaj močno si dobivati informacije, ker pač so strokovnjaki, ki vejo, mislim, ki vejo predvideti takšne stvari, pa še skozi smeti plan B. In ja, te pa akcija.
Ameriški trg je ogromen, seveda to vemo. Jezus Kristus. Ker je ne bil tam, se tako ne more niti predstavljati. Misli si lahko, ker si lahko predstavljam, si ne. Po moje dobiš en tak velik trg, kot je evropski, ampak je malo bolj enoten. Verjetno je lažje tam nastopati, kot pa tukaj v 27, a pa v 30 plus državah, recimo. Jezik, dobro, 102, španski jezik je tudi močen tam, ampak ja, to je ne meni. Je pa tak, je praktično, prvo je to jezik, kultura je, mislim, dokaj podobna, pač imaš, od države do države imaš razlike, imaš neki sredinski del, ne, pa te vzhod pa zahod, ampak ne treba zdaj točno nekako targetirati, ki bi kupil, ne, drugače, kak moraš tu, recimo v Franciji odprti je katastrofa, ne, to, ja. Aha. Že to je muka, recimo, francoski trg. Se mi takoj vidimo, ker mislim, mi kubene stvari pravimo, te pa nekaj jih trofimo, te pa, mislim, bitno je to, ker predvsem, recimo, ne vem, če češ odprti, recimo, francoski trg, ne, 100 komadov moraš prodati v enem mesece, te pa da se ziher začeli nekaj pisati, tudi po forumi, pa to, in te več, kaj že počasi prihajaš to. Okay. Pa ne rediti je preveč veliki, ne mora biti praktično so mali njihovi forumi, tudi barbecue, full boy veš, za kaj se gre, kak tisto je preveč huge, ne. In ja, pač ameriški trg je praktično meka za nas, tudi vse peči so bile narete za tja, ne, ampak nekaj bilo denara, ki bi sploh ta šli, ne. In jaz mislim, ker smo kar pered, no. Tudi, če Raptora bolete, ne, so Cybertrucka po Raptori delali, ne, ker Raptor je bil pred narisan, nekog Cybertruck, tako. Res je. Nekaj so ga mogli videti. Res je, nekaj so videli, imeli so nek pogled nekega vohuna v Ormožu, recimo, ko so, dava še o dizajnu, kaj reči, a kak ta dizajn nastaja, kak je nastal, prvo zdaj imate nek oblikovalski jezik že, ne, lahko govorimo o tem, neke sporednice so. Praktično tudi vsi modeli, kaj so zdaj na trgi, so izhajajo iz tega Raptora, ki je bil to je praktično bil dizajn nared na morju. Na Portugalskem smo bila, mislim, 16 dni smo šla na surfa, pa tako še en trip dugi, pa 3 dni zadnje. Jaz na morju ful probam delati, ker če ne zbolim. Ne. Že zdaj me nekaj grlo muči, pa sem komaj 2 dni na dopustu. In gnaj že grem nekaj delati. No, tako je, sem zadnje 3 dni pač pa na spani sem bil, predvsem na spani sem bil, tako zadnje 3 dni nekaj dosti ne spal, pa sem narisal, računalnik za poleg zejo, ne. In ni je tu problem, mislim, dizajn lahko jaz ne res lep, ne, mislim, kaj češ, lahko nareš, ne, samo mi smo z strojem omejeni, ne, in to je maks, kaj lahko jaz stisnem ven. Ok, dobro, za zdaj. In to deluje, v bistvu, ne, trg je to dobro sprejel, prepoznavn dizajn je, točno se ve, kaj, tako da. Dokič večina reče, ki je lepša od ovih drugih. Je to zmaga. Sem veseli, sicer imajo zdaj ovi tretji, imajo zdaj kar lepo peč. Tretji so odkot, oni prvi so iz... Oboji so z Anglije. Oboji so z Anglije, aha. Eni so Škotske, eni so z Anglije. Okay. Tretji so se z Anglije, ne, ovi pa so Škotske, drugi. Sem bolj ciljal na daljni vzhod, na Kitajsko, se pojavlja konkurenca tam, to ni isti rang. Tisto, kaj oni delajo po naredke, tisto je katastrofa. Tisto je res katastrofa. Ampak oni si ravno tako uspejo odrezati neki kos pogače tržne tu v Evropi tudi, recimo kupiti to Evropa. Praktično, to so naše podjetja, podjetja tu, ki so zaznala potencial. Oni pa delajo white label, ne. Pač gor napišejo neko firmo, te bomo imeli pol isto peč. Ampak to ni neka grožnja za vas, recimo? Ne, to so predvsem ful cenovno ugodni modeli. Jaz moram niti nečem takih kupcev. Ja, ok.
Vse to je logično, absolutno. Ja. Kdor pač ve, kaj želi in ima tudi denar za to, v bistvu da. Ne. Jaz pravim tak, na koncu vsi nas skupijo. Evo, odlična. Misel, se sva že zelo izčrpala, mogoče tu še samo en medklic, če boš pripravljen povedati, ne vem, tudi rodila se je ideja iz druženja v ZDA, če prav vem, Uroš Požgan iz Pokice mi je nekaj namigno, ne vem, ali je to že za javnost ali ne, nekaj pripravljate v bistvu? Ja, pripravljamo nekaj, kaj je ful razveselilo pico peke po Sloveniji, upam, da tudi drugot. Ja. Kokice smo glih naredila za nas, ne, z pico okusom, ampak ne je to, ne, nekaj drugega. Čeprav razumem, to je plan B, ne? Če pica ne uspe, ali kako? Ja, res je. Ja. Če pica ne uspe, tež imaš kokice doma, ki so pice. Pač daš deci, ki je stolačno ostala. Za tisto pa nam še rekel tisto potlik, da mu vim dali, pa reči tisto potlik objavite. Tako bo. Spremljamo, absolutno spremljamo tudi Pokico in vse rešitve, tako da dosti sva tako že razkrila, kaj je torej novo leto, novi izzivi, novi trgi, nova tehnologija, to toliko zaenkrat verjetno več. več. Sorry, to našlo. Potem pa moramo spremljati dalje. Grega, za konec še eno vprašanje, ki je enako za vse goste večerovega podcasta Moj uspeh. Kaj je bila najbolj boleča, ampak hkrati tudi najbolj dragocena izkušnja, lekcija na tej poti? 6 let si zdaj podjetnik, ne? Kaj je tisto, mogoče kar se je zdela kot napaka, da je nekaj spodletelo, ampak je na koncu se izkazalo. To je problem v tem, ker jaz nikoli ne rečem, ker nekaj je bila napaka, zato ker smo se vsega nekaj naučili. Ne? Kaj pa je bila? Vem, kaj je bila najbolj boleča lekcija, zdaj, če je to rekel, ne. Pa morate bon, no. Pač to, ker sem šel v partnerstvo z nekom, to je najbolj boleča lekcija še vse. Ja, to so izkušnje, to seveda tudi to. Ampak je to ena izkušnja. Pač, tudi iz tega se učiš verjetno. Veliko podjetnikov ima to izkušnjo, seveda, to so različne, so partnerstva, so angelski investitorji, so skladi tveganega kapitala, vsak pač na neki točki neko odločitev sprejme. Pač tu vsem polagam na dušo to, ker predvsem to treba gledati, s kom greš v posel, ker to je praktično poroka. Ja, ampak to poroko ne mreš, se tako raziti, kako se nas vsak še drugi razide, pa že zostaje nič drugim. Ni tako enostavno, pa tudi ne pomaga, če je bilo prej vse dobro dogovorjeno, predvidevam, da tudi to na neki točki več ne pomaga. To je najbolj glih tudi, veš. Mislim, tu smo vsi amateri, ne? Vsi smo amateri in tu gre za odnose. In tu so skozi tudi obe strani krive. Tako jaz drugi tak si, ne? Vzajemno je. Ampak tudi to se bo reševalo dalje, to je tudi živa stvar, ne, na zadnje lastništvo podjetja je živa stvar, ne, tudi to se bo spreminjalo, tako da uspešno naprej, hvala za tvoj čas v večerovem podcastu Moj uspeh, z veseljem spremljamo še naprej aktivnosti glavna, vse, kar boste dobrega naredili. Hvala tudi vam za pozornost in do naslednjič, seveda spremljajte nas na vseh platformah, kjer je Večer prisoten na družbenih omrežjih in tudi na večer.com, poševnica Moj uspeh. Hvala, srečno.